Spoštovane gledalke in gledalci podcasta Moč besede, lepo pozdravljeni. Moja gostja danes je doktorica Marinka Žitnik, strokovnjakinja za umetno inteligenco, sicer pa docentka na Harvard Medical School, pridružena članica inštitutu MIT in Harvardu ter fakultete na Harvardski pobudi za podatkovno znanost. Doktorica Žitnik je pred kratkim vodila tudi raziskavo o trajnem odseljevanju mladih, izobraženih ljudi v tujino in potrebnih ukrepih, ki bi jim omogočili vračanje nazaj domov. Najprej, doktorica Žitnik, najlepša hvala, da ste sprejeli povabilo in prišli v predsedniško palačo. Morda se bova pogovarjali o temi, ki me marsikomu ni povsem znana, je nima prav rad. Tukaj ciljem tudi malo na nas politike, da ne slišimo radi, ko nam ljudje bežijo v tujino. Ampak ja, osrednja tema najinega pogovora bo beg možganov, tako največkrat rečemo. Pa, če dovolite, doktorica Žitnik, začniva z vašo osebno izkušnjo. Kaj je vas odneslo ven iz Slovenije? Ja, najprej najlepša hvala za to povabilo. Res sem izjemno hvaležna, da se lahko v predsedniški palači pogovarjamo o tej pomembni temi. Moja pot je bila, bi rekla, splet naključij pa lepih študijskih priložnosti, ko sem še kot mlada študentka na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani in tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko ugotovila, da obstajajo priložnosti tukaj tudi preko slovenske države za povezovanje znanosti, za gradnjo skupnih priložnosti s področjem, s katerim se ukvarjam, umetne inteligence in pa uporabe za zdravje in medicino. Zahteva res interdisciplinarno delo in sodelovanje med strokovnjaki s področja biologije, zdravstva in pa strojnega učenja, matematike, računalništva. In to me je vodilo potem na raziskovalno izkušnjo preko inštituta ASEF leta 2014 v Ameriko, na Stanford. Od tam pa sem potem dobila priložnost postati podoktorska raziskovalka, sprejela to priložnost, bi šla na Stanford za nekaj let. Potem pa je bil ta moj študij tam in raziskave zelo uspešne, ki so mi odprle vrata na Harvard kot profesorica, kjer sem začela 2020 in vse od takrat gradim svojo raziskovalno skupino v Bostonu na Harvardski univerzi skupaj z MIT-jem, kjer imam zdaj precejšnjo skupino 35 doktorskih študentov in podoktorskih raziskovalcev. Skupaj gradimo to novo priložnost, nov svet, ki ga umetna inteligenca ustvarja za biologijo, za medicino, za zdravje. In seveda se pa vračam z veseljem v Slovenijo, kjer imam svojo družino, obiščem svoje starše, prijatelje, brata in se srečam z mladimi slovenskimi študenti tudi, ki so izjemno talentirani in tudi iščejo priložnosti v svet in povezovanje Slovenije s svetom. Slovenija ima talente, ne? Lepo ste to rekli. Ampak, če sem malce provokativna, sami sebe težko hvalimo, ampak a ste ponosni nase? Sem ponosna nase. Sem ponosna nase. Pravzaprav s tem je prvo tako Slovenija dobila prvo profesorsko mesto tudi na Harvardu. In se mi zdi pa tudi, ko nekdo nekako prebije to stekleno steno, strop, stekleni strop, si nekako dolžan, bi skoraj da rekla, za sabo potegniti tudi druge ali pa odpirati vrata tudi drugim. In se mi zdi, da so potem izjemni Slovenci, izjemni posamezniki, ki te priložnosti imajo v svetu. Sem res vesela, ko vidim, kako odpirajo te priložnosti za druge mlade. In to si tudi jaz želim, tako da potem poskušam sodelovati s slovenskimi, evropskimi raziskovalci, evropskimi študenti in tako naprej. Super, se pravi. Čeprav ste odšli, ste velika ambasadorka Slovenije. To vem, vas sledim. Upam, da bova imeli še nekaj časa, da bova spregovorili tudi kakšno o umetni inteligenci. To je namreč tema, ki mene s pravnega vidika zelo intrigira. Ampak vendarle, beg možganov sva napovedali, bo tista glavna tema. Rekli ste, da seveda niste osamljen primer. Neko raziskavo ste seveda tudi naredili o trajnem odseljevanju visoko izobraženih mladih ljudi. Zdaj, kaj mlade pravzaprav odpelje z doma, zakaj odhajamo? Nekako, če se tega znanstveno ne lotiš, si misliš, ja, kdaj kakšna ljubezen, pa višja plača, ampak raziskava je šla verjetno bolj v fundamente. Ste odkrili,
kaj več, kaj drugega kot to, kar sem ravnokar navrgla kot neko splošno znano dejstvo? Ja, torej v inštitutu ASE smo opravili raziskavo, kjer nas je zanimalo, kaj motivira ljudi, da se izseljuje iz Slovenije in kaj potem tudi vleče nazaj, da se vračajo v Slovenijo in kako lahko to vračanje, izmenjavo spodbujamo bolj na način, da bi se čim več Slovencev tudi vrnilo, šlo v svet po izkušnje, po povezave, po kontakte, po priložnosti in jih prinašalo v Slovenijo. Zdaj, ta ključen izsledek raziskave, ki smo ga opravili v inštitutu ASEF, je ta, da ne moremo vse ljudi, ki odhajajo iz Slovenije, metati v isti koš. Enostavno ni tako. Vsak ima svojo zgodbo. Vsak ima svojo zgodbo, vsak gre iskati v svet nekaj drugega, neke druge izzive, priložnosti. In raziskava, ki smo jo opravili, je pokazala, da obstaja približno 5 različnih specifičnih profilov izseljenstva. Torej smo našli 5 tipov profilov oseb, ki imajo različno motivacijo, različne za izselitev in tudi različno motivacijo za vračanje v Slovenijo. Kako sta si v nasprotju? Motivacija za oditi in motivacija za priti nazaj. Ja, to so tako imenovani push in pull faktorji. Ko nekdo v tej tipologiji posameznikov, ki se izseljujejo, recimo imamo eno skupino posameznikov, ki smo jim poimenovali karierno zadržani posamezniki. To so običajno nekoliko starejši izseljenci, ki so si zgradili kariero v svetu, v tujini in zanje tisti najpomembnejši ukrep, ki bi jim omogočil, da bi se vračali, bi bilo gradnja mostov v Slovenijo ali pa nek... To je tak zelo lep političen stavek, ne? Politiki vse skozi gradimo mostove, ampak jih tudi veliko zrušimo. Vsekakor, ampak tukaj mislim predvsem takih mostov, ki bi jim omogočili prehod iz nekega visokega uspešne profesionalne pozicije v tujini v podobno pozicijo v Sloveniji, in pa omogočanje kariernih priložnosti v Slovenijo. To so tako manj karierno zadržani posamezniki, ki so se izselili z motivacijo, z tem, da bi našli boljše profesionalno okolje in bi se vrnili, če bi v Sloveniji imela več ciljnih ukrepov, ki bi spodbujala vračanje v smislu ustvarjanja posameznih kariernih priložnosti za te posameznike. Zdaj, povsem diametralno nasprotni profil ljudi, ki smo jih tudi opisali v naši raziskavi, so pa tako imenovani sistemsko usmerjeni izseljenci. To so tisti izseljenci, ki jih težko naslavljamo s tem, da bi imeli nek ciljni ukrep vračanja zanje, ampak namesto njih oni si predvsem želijo sistemskih sprememb. Boljše spremenjene davčne politike, več meritokracije, manj nepotizma, stabilnost gospodarstva in take reči. In to so pa tisti potem faktorji, ki bi ta tip ljudi, oziroma ta tip izseljencev privabili nazaj, bolj kot poustvarjene posamezne karierne priložnosti. Tako da to sta dva tipa profila ljudi, ki so se izselili iz Slovenije in kaj jih motivira za to, da bi se vrnili, in kažeta na to, da res ni vse tako enostavno, kot bi si lahko predstavljali, da se vsi selijo z istim razlogom in en sam ukrep ali pa kratkotrajni ukrepi bi privabili vsakogar nazaj. Res zavisi od... Kot država morda lažje razumemo tiste, ki odidejo v tujino na študij iskat karierne priložnosti na področjih, ki jih v Sloveniji ne pokrivamo. Recimo nek kvantni fizik si zagotovo želi delati v CERN-u, tudi področje umetne inteligence, čeprav je Slovenija ena od domovin razvoja umetne inteligence, od profesorja Bratka naprej, če se prav spomnim. Odhajajo pa seveda tudi ljudje, ki bi doma lahko delali. Ampak kakšno je vaše mnenje? Ali Slovenija, zdaj govoriva o državi, država je tista, ki mora s svojimi politikami kreirati ugodna razmerja in narediti vse, da je ta brain drain, torej odliv možganov, čim manjši. Torej, ali Slovenija dobro skrbi za tako imenovani človeški potencial, ki ga vsaka nacija, vsaka država ima, kako upravljamo z ljudmi, kako upravljamo z zaposlenimi? Ste se v raziskavi morda tudi tega segmenta lotili? Ja, to je odlično vprašanje. Jaz bi rekla, v Sloveniji mogoče moč slovenske države je predvsem
človeški kapital, ki ga imamo. In ta človeški kapital je toliko pomemben, da mogoče presega druge vrste kapitala ali pa bogatstva, ki ga imamo mogoče večje države ali pa države, ki imajo recimo nafto ali pa redke minerale in podobne reči. Slovenija ima ta človeški kapital, kar to pomeni, da bi bilo potrebno treba čuvati, treba ga je varovati in mora postati glavna prioriteta ali pa pomembna prioriteta za gradnjo države v vseh ozirih, od gospodarstva do znanstveno-akademskega vidika. Smo v raziskavi videli, da posamezniki, predvsem tisti, ki se želijo sistemskih sprememb, so opozarjali na tak nepotizem, na primere, kjer si želijo, da bi bile razmere boljše urejene in da bi bilo za njih več priložnosti, da bi se vrnili. Zdaj, v tem oziru obstajata še dve skupini izseljencev, ki smo jih tudi našli, ki smo jih poimenovali tako imenovani mladi akademski pionirji in pa tisti mladi raziskovalci sveta. In mladi akademski pionirji so točno tisti profil, ki ste jih vi omenili, so ljudje, ki gredo ven na študij, pogosto zaradi smeri področja, ki je tako, da ga morda Slovenija ne pokriva predvsem dobro ali pa na zelo velik način. In za tiste ljudi, da se vračajo, si predvsem želijo možnosti ustvarjanja lastnih raziskovalnih skupin, postavljanja in vodenja velikih akademskih projektov in znanstvenih projektov. In tukaj se mi zdi, da je veliko priložnosti, ki jih Slovenija ima, ki bi lahko še izboljšali in še gradili in še krepili ta razvoj človeških odnosov oziroma vlaganje v človeški kapital, ki je znanje, ki je prihodnost naše družbe. Drži. Zdaj, tujina mladim omogoči nek strokovni razvoj, napredek, osebno rast, rekli ste, in to je vsekakor potrebno spodbujati. Vaš primer, lahko vam samo iskreno čestitam za vašo kariero. Sami ste povedali, da ste bili izbrani za docentko na res prestižni univerzi Harvard, to so Ivy League univerze, res ne uspe vsakomur in ste prva Slovenka s profesorskim mestom na tej prestižni ustanovi. Zdaj pa, če sem lahko malce provokativna, doktorica Žitnik, kaj bi pa morala Slovenija narediti, da vi pridete nazaj? A je to sploh možno? Zdaj, ko enkrat človek naredi tako kariero, Harvarda, z vsem dolžnim spoštovanjem do Univerze v Ljubljani, Mariboru in še ostalih univerz v Sloveniji, ni primerjave. Zdaj, tudi po plačah verjetno zelo zaostajamo. Čeprav, kot predsednica sem nora na številke, čeprav sem družboslovka po duši in imam rajši črke kot številke, ampak vseeno, statistiko recimo zelo rada gledam in vedno, ko gledam plače, grem pogledat seveda tudi purchasing power parity, kupna moč glede na višino plač. In v Sloveniji ni slaba. Naš bruto domači proizvod na prebivalca je 35.000 evrov, purchasing power parity je 55.000 evrov. Ampak, da ne boste pozabili, kaj sem vas vprašala, kaj bi morali narediti, da vi pridete nazaj? Pa vas ne provociram, lahko zelo hipotetično odgovorite, ker zdaj ste na višku kariere, to razumem. Zdaj bi rekla, kaj bi morala Slovenija narediti, da pridem nazaj, je vsaj na mojem področju za računalništvo pa področje zdravstva pa medicine, se mi zdi, da Slovenija kar počne to, kar bi lahko eventualno ljudi, kot sem jaz, privabilo nazaj. Predvsem na področju medicinska fakulteta, ravno ta teden, ko sem tukaj v Sloveniji, sem videla, da gradi nove stavbe, fakulteta za računalništvo je tudi gradila nove stavbe in nove iniciative, tako da sem vesela, da se veliko vlaga v to področje, ki se tiče tudi mojih raziskav. Zdaj, trenutno nikoli nisem mislila pravzaprav, da bom ostala v Ameriki tako dolgo, vedno pa se te priložnosti ustvarjajo in daljši čas, ko si tam, bolj si vezan na tisto okolje, tako da bi rekla, da trenutno bi se težko predstavljala, da bi se kar vrnila, ampak si pa prizadevam ohranjati močne vezi in se mi zdi, da lahko veliko za Slovenijo naredim tudi izven slovenske meja države in da je to tudi pomembno, lahko prispeva k slovenski družbi. To je vsekakor vredno pohvale, doktorica Žitnik, zato ker
Če človek, ki neko znanje ima, osnovno znanje ste dobili v Sloveniji, ne, tega nikoli ne boste zanikali, tudi jaz ne, jaz sem doktorat opravljala v Avstriji. Nisem imela teh ambicij, da bi v tujino odšla, ampak vendarle neizmerno cenim tiste posameznike, ki delček tega, kar jim je Slovenija dala, vendarle vrnejo nazaj. Ne? In vi pomagate Sloveniji, pomagate mladim. Imate v bližnji prihodnosti kakšne projekte, ker boste z vašim znanjem lahko mladim znanstvenikom pomagali v Sloveniji? Na kaj se najbolj fokusirate, ko imate v mislih Slovenijo? Ja, torej, fokusiram se na dve stvari, ko imam v mislih v Slovenijo. Prva je mogoče bolj profesionalne narave, kjer sodelujem s raziskovalci na Univerzi v Ljubljani, kjer razvijamo nove modele umetne inteligence na zdravstvenih podatkih s Slovenije, skupaj s slovenskimi raziskovalci, zato da bi zgradili boljše priporočilne modele, ki bi lahko za posameznika napovedali, ali bo recept, ki mu ga zdravnik predpiše, dejansko posameznik unovčil, šel po zdravilo in jemal zdravilo, ki mu ga je zdravnik predpisal, in če ne, kako ga spodbuditi posamezniku, da bo res vzel to zdravilo, za katerega zdravnik misli, da je pomembno, da se ga vzame. Zdaj ste omenili, ne, podatkovne baze, seveda, podatkovne baze so danes že praktično tisti trenutek povezane z uporabo umetne inteligence. Kaj vas pa v umetni inteligenci najbolj intrigira? Recimo nek AI Dr. House? Ja. A je to recimo nekaj, s čimer se... Dr. House me kar zanima, predvsem, vedno sta dve plati tukaj, ne. Zanima me predvsem AI Dr. House nam mogoče pomaga pri tem, da raziščemo določene te zdravniške, medicinske skrivnosti ali pa in najdemo diagnozo za ljudi, ki nimajo dobrih diagnoz. Na Harvardu eden izmed projektov, na katerem delam, se ukvarja z diagnozo redkih bolezni. To so ti bolezni, ki prizadenejo malo število ljudi. Zato tudi splošna medicina, družinski zdravniki nimajo izkušenj in ne odkrijejo dovolj. In odkrijejo teh bolezni. Bistveni problem pri redkih bolezni je, da veliko zdravnikov tekom svoje prakse, študija, sploh ni nikdar videlo pacienta z dano boleznijo, kako naj ga prepozna prvič. In ta Dr. House ideja je, kako lahko pravzaprav z podatkovnimi bazami, z umetno inteligenco razvijamo orodja, ki bodo kot partner zdravniku, kot nek kopilot zdravniku in mu pomagala pri diagnosticiranju pacientov z redko boleznijo. Tudi en projekt za redko boleznijo imam pravzaprav s starši bolnikov z redkimi boleznimi tukaj v Sloveniji. To smo v Sloveniji kar glasni, ker ni finančne podpore premalo. Ker ni finančne podpore, ker so ti pacienti res prepuščeni samim sebi, ker ni večjih množic pacientov, ki imajo to bolezen. Tako na profesionalnem nivoju se sodelujem s Slovenijo. Zdaj na drugem nivoju je pa tudi projekti, ki se tičejo ASEF-a, torej Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, inštituta, kjer si pa prizadevamo predvsem odpirati mladim slovenskim študentom priložnosti v svet, tako da inštitut omogoča, da se vsako leto mladi slovenski študenti prijavijo na dvoletni program, ki vključuje kratki raziskovalni obisk v tujini na eni izmed tujih univerz, kjer študenta gosti profesor slovenskih korenin in slovenski študent, kar tudi jaz sem gostila že študente. Imamo preko mrežo preko 50 profesorjev po celem svetu, od Amerike, Severne, Južne Amerike, Evrope, Avstralije, tudi Azije, Novo Zelandije. Vse povsod so uspešni slovenski profesorji, ki delujejo od družboslovja, naravoslovja, tehnike in gostijo slovenske študente za kratki raziskovalni obisk. To se mi zdi, to je taka win-win situacija. Slovenski študent gre lahko upravljati neko raziskavo v tuj svet. Ampak takrat vedno obstaja nevarnost. Da tam ostane. A ni to en tak začaran krog? Zdaj pomagate, ampak veste, želja mladih se ne da ustaviti, ne delam si utvar. Tukaj kar države si konkurirajo danes bistveno bolj na področju delovne sile, kot so si včasih. Danes država državi krade kadre. Mlade nese, kamor jih nese, ampak ja, v nek tak začaran krog pridemo. Če gre res samo, a to pomeni, da to, kar počnemo, pravzaprav še hitreje povzroča, da ljudje odidejo ven. In smo pravzaprav zastavili program na ta način, da se temu izognemo in da govorimo bolj o kroženju možganov, kjer potem v drugem letu ti študentje pa sodelujejo v Sloveniji in pravzaprav pomagajo in gostijo pa
tujce, ki so slovenskih korenin, ki pa pridejo v Slovenijo. Tako da imamo tak dvosmerni program v ASF-u. En program omogoča slovenskim študentom obisk v tujini, drug del pa tujim študentom slovenskih korenin, to so običajno Slovenci, ki so potomci izseljencev druga, tretja generacija iz Clevelanda, iz Kanade, Zahodne Amerike, Južne Amerike, ki potem pa obiščejo Slovenijo in pridejo pa na raziskovalne obiske v Slovenijo. In smo jim našli partnerje. Potem kakšnega tukaj zadržimo. Točno tako. Da zdaj so se, mislim, da vsaj 3 študenti so se iz tujine preselili v Slovenijo, dobili nazaj svoje slovensko državljanstvo po dedkih in babicah. Pravi, gre v obe smeri. Moramo nekaj govoriti o begu možganov. To kroženje možganov, ki ste ga omenili, to je zdaj en specifičen produkt tega, s čimer se vi v svojem prostem času ukvarjate. Na dolgi rok zveni meni v redu. Ja, kroženje možganov je to, na čemer bi morali delati. Torej, da skozi razmišljamo o ne samo enkratnih, finančnih ali pa drugačnih kratkotrajnih ukrepih, ampak res ukrepih v obe smeri, ki so na nek način deluje po principu korenčka, torej težko, kot ste rekli, nekoga prisiliš, da se bo vrnil ali pa da se bo preselil nekam. Ampak ustvariti take priložnosti pa je pomembno za kroženje možganov. In zdaj za ASF-om, na primer, dvosmerni program izmenjave mladih, ki so zainteresirani za znanost, za raziskave, umetnost, imeli smo tudi glasbenike, ki so šli takole po svetu in se vrnili. Je pač en primer, kako se lahko spodbuja več politik za kroženje možganov, da ne govorimo le o tem, kako se pač ljudje selijo ven, ampak da tudi kako se vračajo. Slovenija je zdaj še vedno, da za 10 Slovencev, ki se izselijo v tujino, ki se vrnejo v Slovenijo, se jih 13 izseli iz Slovenije. Tako da imamo nek ta negativni prirast. Ta brain drain indeks ni tako grozen. Jaz ga včasih pogledam in če se primerjamo, ne vem, saj nočem nič slabega govoriti o drugih državah, ampak države Zahodnega Balkana imajo blazno visok ta indeks. Naš je, mislim, zadnjič, ko sem ga gledala, 1,3, kar pomeni, da se šteje od 18 do 35, indeks 10 bi bil, če bi se vsi v tej starostni skupini odselili. Tako da nimamo nič, nimamo minusa, ampak nismo pa tako slabi. Ni pa situacija morda tako slaba, kot si včasih Slovenci mislimo, ker smo tako bolj negativni. Ja, malo smo Slovenci taki, ja. Ampak da vas vprašam še eno drugo stvar, doktorica Žitnik. Vez z domom in krajem, ponavadi tisto, na kar, rekla, malce patetično ali pa demagoško poskušamo apelirati, jo opevamo kot tisto neko močno navezanost na rodno grudo. Vi ste mlajši od mene, ampak je to sploh še faktor pri mladih generacijah? Ja, to je dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da se ne smemo zanašati zgolj na ta vez na domači kraj in da mogoče neko emocionalna navezanost in spomini in nostalgija je vse, kar bo pripeljalo ljudi, ki so se izselili nazaj v Slovenijo. Zdaj, ta raziskava je ključno pokazala, da res ljudi ne moremo vse izseljence metati v isti koš, da je potrebno razmišljati o tega, koga želimo nasloviti, kakšen je profil ljudi, ki jih želimo, da bi se vrnili, in zanje razmisliti o primernih ukrepih in da nekako moramo to narediti na tak organiziran, premišljen način, ne se zanašati zgolj na to, da se sprijaznemo, da se ljudje izseljujejo in kar bo pa bo in se bodo že vrnili s časoma, ko se bodo spomnili na mlade slovenske dni in otroštvo, ki so ga preživljali na igriščih ali pa z družino. Skratka, samo od sebe se ne bo nič zgodilo. Tako da se mi zdi pa, da se vsekakor ne smemo sprijazniti, da bi se, ker z vsakim mladim človekom, ki se izseli, izgubimo na nek način del naše prihodnosti in temu je treba se nasloviti tako, da gradimo ukrepe, ki so dolgoročni, ki so primerno usmerjeni in omogočajo ljudem, ki bi želeli, da se predvsem vrnejo, da jim olajšamo to možnost vračanja. Tukaj zdaj spet govoriva o politiki. Vaša raziskava, sem šla pogledat, je pokazala, da sta večje zaupanje v domače okolje in, pazite, izboljšanje družbeno-političnih razmer med ključnimi področji,
ki bi jih bilo treba urediti, da bi ti mladi spet želeli ustvarjati doma. Všečno ali ne, slovenska politika in odločevalci moramo jasno slišati to kritiko. Drži? Ja, to vsekakor drži. In so tukaj od takega splošne družbene klime, ki mora biti, kako bi rekla, ne zadušena, ampak odprta za svobodo govora in svobodo razprav, svobodo mišljenja, kot pa tudi potem širše gospodarske politike, pa tudi mogoče pomoč ljudem, ki se izselijo, ki imajo družino, da se ustvari oziroma da se jim omogoča nekako prenos družinskega življenja v Slovenijo, pomoč pri iskanju služb za njihove partnerje, ker sploh za ljudi, ki se izselijo potem in ustvarjajo določeno kariero v Slovenijo, pridejo ne nujno samo en človek, ampak pravzaprav partnerji in z družino. Tako da so tudi ti vidiki od, tako rekli, družbeno-gospodarskega kot pa tudi družinskega življenja pomembni in politike se na vseh teh področjih bi lahko oziroma ukrepi se lahko razvili. Zdaj, jaz bi tudi rekla, da sem vesela, da vse več ljudi razmišlja o tem, pa da se nekako trudi postavljati ukrepe. Tudi recimo ta shema Aleša Debeljaka, ki je bila ustanovljena za pomoč vračanje slovenskih znanstvenikov v Slovenijo, je bila precej uspešna. Tudi nekaj slovenskih ASEF profesorjev, ki so mentori v tujini, ki delajo v tujini, ki sem prej omenila, so se na ta način vrnili potem na univerzo v Ljubljani in prenesli svojo raziskovalno skupino iz tujine v Slovenijo. Ampak poleg akademskega vidika so pa pomembne tudi drugi vidiki življenja, kot ste omenila, družbeno-gospodarski, družinski in tako naprej. Tale čas mi je minil, kot bi mignil, še bi z vami klepetala, ampak ker imam sama rada to področje in me intrigira, dajva še eno reči o umetni inteligenci. O umetni inteligenci seveda danes govorimo kot o gibalu razvoja, povsem razumljivo je, ampak če kdaj je pa tudi tehnološka stroka vendarle začela veliko bolj glasno kot v preteklosti opozarjati na pasti modernih informacijskih tehnologij, ki so povezane z umetno inteligenco. Kako vi raziskovalci, ki nimate toliko pravnega znanja ali pa sociološko-psihološkega znanja in vidite samo, kaj vse se da in z umetno inteligenco se da vse, ni misije nemogoče, kako se pravzaprav spopadate s tem družbeno-socialnim vidikom strahovitega razvoja umetne inteligence? Kje vi vidite največ pasti? Plusov je veliko. Plusov je izjemno veliko. Ja. Se mi zdi, da vsi o tem veliko govorimo in smo navdušeni in napredka se ne da zaustaviti. Torej, mislim, da je primeren ukrep oziroma primeren pristop temu, da se res poskuša čim bolj pazljivo upeljati, implementirati, uveljaviti sistem umetne inteligence v podjetja, v šolstvo, v raziskave in da ko se to dela, se zelo podrobno pogleda, kakšne so posledice, ki jih upeljava umetne inteligence lahko prinese. Sploh generativna umetna inteligenca. In težava tukaj je, ker so pogosto raziskovalci, ki se razvijamo umetno inteligenco, smo računalnikarji, matematiki, ki nimamo družboslovnega ozadja ali pa etičnega ali pa pravnega ozadja. Da so v Združenih državah Amerike zelo hitro prišli do tega, da v Silicijevi dolini ni prav, da sedijo samo računalničarji, treba je imeti interdisciplinarne time, pravnike, različnih veroizpovedi, različnih ras, sociologe, antropologe in takrat šele dobiš eno tisto pravo sliko, kaj taka revolucija v IT-ju lahko naredi in kje ji postavlja to gledalo in meje. Absolutno. Zdaj smo na Harvardu, so na pravni univerzi odprli center za študij umetne inteligence. Na pravni univerzi. Kako bi me zanimalo to. Ker je izjemno veliko vprašanj, sploh ko uporabljamo generativno umetno inteligenco, ki bi delovala na avtonomen način, kar pomeni, da bi avtonomno sprejela neke odločitve. Pa recimo, da imamo sistem, ki ga uporabimo za to, da se odloča, ali bo nekdo dobil posojilo na banki ali pa ne. In predstavljajte si, da ta sistem je mogoče pristranski, glede na to, ker je ta umetna inteligenca bila naučena nad podatkih, ki mogoče so bili pristransko izbrani. In bi lahko ta sistem pogosteje kot ne zavrnil posojilo za mogoče temnopolte ali pa za mlade, ki prihajajo iz nekega kraja. Umetna inteligenca bo imela točno toliko predsodkov, kolikor imamo ljudje. In enkrat je en moj dobri znanec, tujec, da ga vpraša, kaj te pomeni umetna inteligenca. In rekel, artificial intelligence is neither intelligent nor artificial.
Torej, da umetna inteligenca ni ne pametna, ne umetna, ne? Zna tisto, kar znamo mi. Doktorica Žitnik, za konec. Ali umetna inteligenca lahko začne povzročati škodo človeštvu? Lahko, če se ne lotimo, obstaja veliko nevarnosti, če jih ne bomo primerno razrešili, bi lahko pač prinesla neko škodo človeštvu. Ne škodo v smislu Terminatorja filma, to je nek tak ekstremen. A ste gledali film Lucy? Ekstremen primer. Sem gledala tudi film Lucy. O tem, kako uporabljamo samo 20% možganov in ko prideš do 100%, se spremeniš v računalnik in izpuhtiš. Te ni več. Ne? Ja. Tako da poleg tega takega znanstvenega, fantastičnega sveta, so to praktične stvari. Ampak marsikaj se uresniči. Film ga taka, 15 let nazaj, merjenje biometrije za vstop v vesoljsko središče. To je danes vse tu. Ne? Ti vizionarji, ki delajo znanstveno-fantastične filme, imajo res bujno domišljijo, ampak danes je to tukaj. Doktorica Žitnik, jaz sem vam neizmerno hvaležna, da ste si vzeli čas. Res mi je prijetno klepetati z vami. Jaz upam, da bova o umetni inteligenci še kdaj lahko kakšno rekli. Za konec sem si pa tole zapisala, če dovolite. Vsak mlad človek, ki odide, odnese del naše prihodnosti. Pametne politike niso tiste, ki se sprijaznijo z begom možganov, ampak tiste, ki ustvarijo razlog, da se ti možgani vrnejo domov. In jaz si želim, da bi Slovenija izbrala to pot. Hvala, ker nam pomagate. Najlepša hvala za pogovor. Prosim.